Kaj, če bi prosili odpuščanje in našli mir? Moje ime je Aleksandar in današnje coaching vprašanje je namenjeno vsem tistim, ki ste jezni na nekoga, ki veste, da je ta oseba naredila nekaj, kar je neprimerno, neprijetno in hkrati bi radi s to osebo našli nek mir, spravo, vendar je ta oseba malo posebna, drugačna, vas ne razume ali pa noče niti poslušati, ker ona misli, da ima ona prav in vi mislite, da imate vi prav. In z vidika tega je lahko v vašem življenju to nahrbtnik. Nahrbtnik, ki ga nosite in vam onemogoča, da ste srečni, da ste pozitivni, da uživate življenje v polnosti. In današnje coaching vprašanje si postavite predvsem zato, da boste odložili ta nahrbtnik. In morda ta oseba je malo posebna, ima malo drugačen zemljevid sveta, ima malo drugačno razmišljanje. In vi veste, da bi bilo prav, da vas ona prosi odpuščanje, da je ona začela, da je ona kriva, da je ona odgovorna, da vi ste že ravnali prav, vendar, če hočete mir v življenju, mir v srcu, vprašajte in prosite vi odpuščanje najprej. Opravičite se, oprosti. In poiščite mir, najdite neko pomiritev. In tudi, če oseba noče tega sprejeti, boste vsaj v miru rekli, ne samo to, da nisem nič naredila, čeprav zmeraj se kaj najde, sem še to naredila, da sem iskala način, da se pomiriva, da imava vsaj spraven ali pa spravljiv odnos, ker tam je. In ne rabite zdaj biti najboljši prijatelji, ne rabite se družiti, ne rabite biti skupaj. Želim vam povedati, da čas je omejen. In če bi danes ta oseba umrla in vam bi bilo žal, da niste našli miru, sprave, da niste prosili odpuščanja, tudi če niste nič krivi, potem naredite to danes. Ker nikoli ne veste, koliko imate časa. Nikoli ne veste, v resnici, kaj se v tej osebi dogaja. Nikoli ne veste, kakšne borbe ima ta oseba. Ne rabite se strinjati s tem, kaj oseba počne, ne rabite odobravati tega vedenja, ne rabite razumeti tega vedenja včasih. Vse, kar rabite, je, da pomirite sebe. Odpustite najprej in potem prosite odpuščanje. Najdite mir, spravo. In če to ne gre in ste že naredili vse, kar vam zdaj razlagam, naredite ta mir in spravo in prosite odpuščanje in odpustite na glas, sami pri sebi, pred ogledalom in se pomirite. Morate spustiti to osebo ne fizično, temveč tudi mentalno ven, ker takrat boste komaj svobodni. Dokler ne boste odpustili, dokler boste imeli v sebi zamere, jezo, sovraštvo, karkoli že imate do te osebe, do takrat ima ta oseba še vedno kontrolo nad vami. Zato jo odpustite in če zaradi kakšnih razlogov morate biti v stiku, ali pa bi radi bili v stiku, bi radi imeli vsaj take sprejemljive odnose, potem mi je važno to, da boste zdaj naredili to, kar vas prosim, kar vas vabim. Vprašajte se to vprašanje. Kaj, če bi to osebo prosili odpuščanja? Zato, da boste pomirili sebe, pomirili ta odnos in odložili nahrbtnik. Če je bilo to vprašanje koristno, oziroma če se vsaj deloma strinjate z mano, ker morda se ne boste, vas bom razkuril, kliknite na like, komentirajte. Pomagajte mi pomagati večjemu številu ljudi. Hvala, ker ste všečkali, hvala, ker ste komentirali, hvala, ker ste mi s tem pomagali.